Lojze Rupel iz Boštana, sicer rojen v Zavratcu, na območju iz znanega območja, tudi rojen pred izgonom, da se sam sebi čudim nekako, da sem še tukaj toliko. Rojen sem bil 20. julija 41, novembra istega leta smo šli v Nemčijo, tjaša starši ob prsih v Rajnburg, potem pa seveda tako kot ostali v Nemčijo. Tako da spomnim se seveda, mi smo bili 50 mesecev v Nemčiji, mi se vrnili šele 46. januarja in spomnim se seveda za vzetje raznih mest, bombardiranja, tiste avione, še zdaj vidim, kakva skupina avionov bombardih je šlo in lovci okrog in tako prej se dotreslo, smo šli v bunkere, pa večer za večerom, to je to živno spominu. Ne moram verjeti, da je to res, ampak jasno da, točno narišem, kje smo stvali, kje smo in tako naprej, imamo v spominu. Tako da to so taki neprijetni, vendar spomini, ki človeka nekako gor drži, ko pravim, tudi naši znanci, če lahko besedo o tem, so dobri, prisrčni, so pozitivni, ker če ne bi taki bili, ker poprečje je že 81 let našim znancem, sem časa sprašoval za recepturo dolgega življenja, zdaj več ne sprašujem, da rečem, to so ljudje z pozitivnim pogledom. So spomini grenki, da to jih bodri in če ne bi upanje takrat imeli, tudi danes ne bi se vrnili, niti danes ne bi še živeti kot so. To je človeška dobra stran in jaz samo jim čestitam, da tako gledajo naprej. Od tega moče to. Če pa navežem na mejo samo tako, zdaj v občini Semenca in na desnem bregu Save bila ta usiljena okupacijska nemško-italijanska meja, od Litije dol do Hrvaške. In na tej desnem bregu, od Šentjanža preko Tevč, Bučke, na Štrit in naprej. In pred 15 leti so se v Šentjanžu, težišču, kar je v Simoški občini, je bilo prej, dokler je bilo še Bučka pod Semencem, 6 krajevnih organizacij, ko se je društvo ustanovilo, od 85 krajevnih je bilo 6 v občini Semenca, 5 jih je še. In so se spomnili v Šentjanžu Karmelju, da bi ob tej meji naredili v spomin na te čase neprijetne pohod, tradicionalni pohod. In letos je že bil 15. pohod tradicionalni Murnice. Vemo, Murnice so posebej prvo mesto upora v Šentjanžu, na Dolenjskem, potem na Bučki, od Murnic do Tevč. In potem sem sam predlagal, da bi pa iz Tevč pa še do Bučke, da občino pokrijemo v celoti. No in tako sem nekako tudi zavzel, da sem prehodil, oziroma najprej bilo treba ugotoviti, kje so bile te opazovance. Kajti na tej meji, najprej to mogoče beseda, na tej meji, italijansko-nemški, okupacijski, ki je bila tudi po 1943 po kapitulaciji Italije, še vedno živa meja, zagrajena, zastražena. In ta meja je bila tako zastavljena, da na tej meji so bili opazovance in opazovance so bile tako razpoljene, da je bilo od ene do druge da se je vidno, kot sem vaščani povedali, 50 metrov je bil poseg gozda, čisti poseg, golosek, tako da je bilo to vidno, od opazovance. Jaz pa sem začel v Šentjanžu, gospod Šušterišič, še pokojni iz Šentjanža pokazal, kje je bil material, ki še niso postavili, in skozi do Štrita dol te pozovance. In na Štritu se spomnim, ko smo imeli melioracijo še dol, na Štritu je pozovanca še bila, so se še prazili po njej. Tu proti Tevčam, ena pozovanca, pokažem tukaj, da se je ravnal, mi je Vaščan rekel prav. Tukaj gor ne ste to označili na tem zemljevidu. Ja, in to je ta del. In je rekel prav, tu je bila pozovanca visoka 36 metrov, spodaj je bil bunker, da so stražarji v nemški, tisti pozovalci, bivali za smeno, 36 metrov visoka. In zdaj teh pozovanc ni več, so pa samo še temeljni kamni. In sem potem 3 dni rabil, da sem sprašoval domačine, kje so ti pozovance bile. In sem res 3 dni rabil, da sem šel od Šentjanža do Štrita, ugotovil, kje so te kamni. Kamni so pa tako,
odvisno od velikosti opazovalnice. Večje so bili kamni bolj široke, so bili 10x10, pa 5x5 in tako naprej. In na hribu je bilo spodnji višji, spodnji gori višji, skratka. Tako da sem najprej to ugotovil. Potem sem pa z GPS-om sem delal prej na meji Slovenija-Hrvaška, sem imel 365 punktih, to je druga stvar, pod drugim namenom. In sem potem to možnost imel, da je bil res soliden GPS, cel nahrbtnik. In sem šel iz začetka pa do kraja, to so koordinati, sredina teh kamnov, to se ve, kje so, koordinati izmerjeni. In poslikal sem vsa mesta, ki smo posebej album poslikano, in ta meja je določena tako. Te opazovalnice sem jaz potem uštevilčil od do, to da vemo, katera je. To je eno, to je spomin na vse to, kar je, ta del je bil znan, tole, od Save, to je od Save do eno meja, druga meja je bila ta okupacijska meja. In ta del, cirka 50 kilometrov, je bil iznan do Hrvaške. No, tako da tu ohranjamo, tradicija je naprej. Zadnjo soboto v aprilu je ta pohod Šentjan-Murnice-Tirče, v začetku julija, letos bo 30. junija, začetka julija Tirče-Bučka. To je koliko, 4-5 kilometrov, nekaj takega. Tale ni tako, ona je 15 km, ne je daljša. Tale je pa lahko družinska, recimo. Ja, je lahko družinska, taka prijetna hoja. Vedno več je do mlajših in spravim, to je taka mila oblika prenosa te neprijetne zgodovine na mlajše, za spomin, za tako naprej, da jamremo, da se delamo junake delč od tega, ampak da se pokaže, ker zgodovina kakršnakoli je tu. In z njo se dobro jo spoznati, pa sprijazniti, to te drugi bolj vedeli kako. In mi tudi skozi te pohode skušamo nekako prenašati tudi še naprej. In so ti tradicionalni pohodi, kar dobro obiskani, ljudje prihajajo in to nam in je prijetno druženje. Povejte mi, kako pa je bilo s postavljanjem meje? Imate kakšne podatke in kako je s temi mejnimi kamni? Je to nemška vojska postavljala? Kako so zavarovali mejo? Je bilo kaj prehodov? Se je dal, so bili legalni prehodi in podobno. Kolikor je znano, to najbrž imate nekaj podatkov o teh zadevah. Nemška komanda in postavitev te meje, na tem so bili kamni, to je eno, te so še tjanega kamni na svoje mesto, tukaj je prenešen. Je bila od Tevč dol, je še zdaj vidna žica, ograja žična, na tem mestu, to je eno. Drugo, bila je tu zastražena in precej žrtev je bilo, dejansko žrtev, ker ljudje se hodijo skozi. Mi smo bili kot na območju Nemčije, to se v Zavratcu, in so imeli možnost iti na to stran, italijansko, v Tevčice, k sorodnikom. In Ate je rekel prav, lahko bi se mi šel, ampak iz Trente bi šel domov, nad kmet, on je bil 8 letih, in bi šel hodil domov, bi šel čez mejo, bi bilo tudi kaj narobe, si je raje podal sodi in smo šli v Nemčijo. Tako da, ta meja je bila do konca vojne aktualna. Ja, ker vi pravzaprav, vaša generacija, nima spomina na to, ker ste bili izgnani, in tukaj naselili so pa kočevarje, se pravi, pravzaprav v meji bi lahko kaj povedali tisti, ki so bili tukaj naseljeni, razen seveda z druge strani, z italijanske strani. No, tudi na naših kmetiji so bili kočevarji in so celo kontakte imeli s tistimi kočevarji, ko so bili na naših kmetiji, a ti je rekel, da so nekajkrat celo pakete poslali v Nemčijo nam, tako da je ta kontakt je bil, seveda, do konca vojne, potem pa vemo, kakšna usoda je doletela te kočevarje. Kakšne ste pa domove dobili, ko so se vrnili? Jaz se spomnim, ko smo prišli domov, to je bilo januarja, stric, očetov brat, je pa šel v Sevnico, mi smo se najprej v Krško. Januarja 46. Ja, 46, potem pa v Sevnico nazaj, je pa šel, si sposodil kojne in sanke, in je pa šel v Sevnico, in smo potem se naložili na tiste sani, in se bila domov, se spomnim na nalogo, pri sorodniki smo zastavili, se sedel na vrh na tistem sanka, na tiste prtlagi pa to, da še čajček dobil, pridemo domov. Doma je pa že bil stric, spet oče brat od očeta, in tako da je pa je bila 5 stopna, ampak seveda
Prej je bilo prazno vse, čist, nič, res. Pa kasneje, ker smo pozno pa šli, so tudi domačini pobrali vse, kar je bilo od orodja, praktično nič. In se spomnim, smo z bratom, oče najpelo, starejšim bratom v Zidnico, ne, tam so bili tudi večje sodi, 24 pa 28 hektov, ne, in kočevarji niso bili mnogo dodelali 4 leta nič. In smo s Pavčkom potiskala med sadaje, mi rečemo, ne med dolge, med sadaje, Pavčka je tukaj bilo razsušeno, da je šel Pavček skozi med tistimi velikimi deskami, ne. Tako da, pač kmetija, kar se tiče vinogradništva, nima nič obdelana, ostalo jak, ne. Potem smo pa seveda, da ne govorim. Pa so združevali kmetije za te kočevarje, ali so vsak dobil tak, kot ste jih vi To ne moram pustili? tako reči, na večje kmetije so se naselili, ko so ostalo zemljo obdelovali, dosti je ostalo. Vinogradi, se pravi, so bili 4 leta neobdelani, ostalo zemljo so obdelovali, tudi so se preživljali, seveda, oni so planirali, da bojo ostali, ne. In če bi oni ostali, bi mi bili seveda ostali pa v Nemčiji, logično da, ne. Če bi se drugače vrnilo kot se je, ne. Se vinograda niso znali obdelovati, če so bili kočevarji, Ja, ker ni trte, ne? Ne, so imeli. Kočevari na južnih pobočjih, tam na Cemičem, tam so bile Ja, kočevarske oni zidanice. kočevarski pa ne. Oni, ja. So na So tistem dol delu, hodili. ne. Ravno pa ste 14 dnevi, sem bil na Kočevskem tudi na teh, ne, preko pri nas Jože, Prah, Gozdar, pa naravno Stenik tudi, ne, pa torej E-pot, E-6, pa te stvari, ne. In smo tudi tam bili med njimi, Kočevarji, ne, in seveda, oni tam so bili zore zdaj še nekaj. Se organizirajo in ljudi sami želijo dobiti neke škodine nazaj, kako se Kakšnih stikov potem po vojni s temi kočevarji niste imeli nobenih? Ne. Oni so tako večinoma odšli, ne? Ja, so da jih je bolj težko pozadela. Tako da so kontakti z njimi bolj prekinjeni. A so izrazili kakšne zadržke? Saj so vedeli, da prihajajo na domove izgnanih ljudi, ne? A je kdo izrazil kakšen pomislek glede tega? Kako so nam zdaj še tokrat na Kočevskem sami govorili, ne, da oni so da je prošnjo, da bi šli na območje, to, nemško območje, na nemško stran, z željo seveda in namenom, da bojo tu ostali, logično, ne. Tako da jih ni treba prisiliti njih, ampak so šli na njihovo prošnjo sem. Tako da se zgodovina pa... Ja, to naj bi bila južna meja, ne, in južno mejo bi morali braniti najbolj goreči ljudje, ne, čeprav so jih nameravali seli tudi iz Nemčije, ne. Ampak to je zanimivo, kar ste rekel, da so vam celo neke pakete poslali, ne. Kontakti so bili izpostavljeni, tudi vedno so imeli, ne. Ja, ker to je pravzaprav zanimivo, ne, da so hoteli imeti kontakte s tistimi, na Ki so tam katerih domove so se naselili, ne. Ja, oni so se podali v to usodo tudi, ne, vojne in možnost se skoristili. Njim je bila možnost dana, da bi na lastnih tleh, debajagi, nemških ob meji, čuvali mejo, ne, in na nemški strani. To je bil program sorazmerno, ja, za njih dober, ne, za ostale pa, slab, poguben.